Evo, zima je že tukaj, december je, mraz je, pa tudi sneg je že padal, tako da me tudi približno ne matra, da bi šel ven kolesariti. K sreči pa obstaja ena aplikacija Zwift, verjetno že vsi veste, o čem govorim, tisti, ki pa ne, vam bo pa tale video še toliko bolj zanimiv. Je pa tako, kot pri vsaki stvari, obstajata dve vrsti ljudi. So tisti, ki tudi pozimi veliko kolesarijo na trenažerjih, na Zwiftu pa podobnih aplikacijah. Pa so tudi taki, ki jim pa to pač ne paše in trenažerja ne prenesejo. Tako da se lotijo kakšnih alternativnih športov pozimi. Jaz mislim, da je Zwift res super. Res lahko delaš super treninge. Če zraven vržeš še kakšno dirko, je pa to vse skupaj še toliko bolj zabaven. Ampak saj veš, ko pravijo, vsak osel ima svoj posel. Najti pa delaj tisto, kar tebi najbolj paše. Ker smo pa že glih pri dirkah, danes večer se zaključuje Virtus Slow for Endurance Liga, tako da boste lahko videli, kako izgleda dirka na Zwiftu. To je to, mi da gremo pa zdaj na sprehod, pa bo pa treba počasi že kosil skuhati. Kaj bomo jedli danes? Ne vem, mogoče kaj dobrega. Mogoče. A sam mogoče. Evo, danes sva midva masterchefa, če bo pa kaj zafrknila, bova pa mami poklicala, je tako? Ja. Bova pa spekla krompir, svinjske zrezke pa zelenjavo. Z Majo so bila 2 tedna nazaj v Rovih pod Kranjem, je bila vinska pot in so mi letale oljčano olje s tartufom. Tole the best, mečkam daš čez krompir, pa res zakon. Dober tek. Kva je s to rožo? Plan, da smo pojesti. Ogromno je. V glavnem, kosil je bil super, zdaj imam pa skoraj 2 urici časa za kavč, pa počas na Zwift. No pa dajmo. Za Zwift rabiš trenažer, kolo, računalnik pa obvezno ventilator. Veliko ljudi vidim, da vozijo brez ventilatorjev, ampak ne tega delati, kar res ni dobro. Že tako trpiš z ventilatorjem, brez ventilatorjev pa zakuhaš, tako da naštimajte si dobro zračenje. Jaz sem vse skupaj naštimal pred garažna vrata, tako da lahko tudi vmes, ko kolesarim, če mi je prevroče, jih dvignem in imam v prostoru spet svež zrak, tako da zakon. Če boste zwiftali, probajte si naštimati kaj takega. Do dirke je še pol urice, tako da se moram ogreti. Je pa danes kar ena težka proga, vmes bo en klanc, majčkeno dvomim, da jim bom lahko sledil, ampak dajmo probati. Kakor bo šlo, bo pa šlo. Gremo. No, pa da najprej razjasnimo, kaj je Zwift. Zwift je računalniška igrica, samo da namesto tipkovnice in miške uporabljamo noge, kolo in trenažer. Valjda ni čisto isto kot kolesarjenje v naravi, je pa zelo lep približek. Tako kot zunaj se da koristiti za vetrje, pametni trenažer pa težavnost poganjanja prilagaja glede na progo v igrici, tako da simulira klance, spuste, vožnjo po pesku in tlakovcih. Vse skupaj deluje tako, da moramo v svojem profilu vnesti težo in višino, trenažer pa pol meri moč poganjanja in vse te podatke prenese v igrico. So pa dirke na Zwiftu še posebej zanimive zato, ker se delijo na kategorije po moči od najmočnejše A pa vse do E. Je pa dirkanje težko prav vsaki izmed njih, zato ker dirkaš s kolesarji, ki so isto močni kot ti, tako da se moraš kar fajn potruditi.
Prva stvar, ki jo moraš vedeti pri Zwift dirkanju, je ta, da so štarti res nori. Če ne poganjaš vsaj 5 vatov na kilo, še preden se zaključi odštevanje, obstaja velika verjetnost, da boš odpadel kot gumb po božični večerji. Se pa tempo pol umiri, važno je samo, da ne zaspiš na štartu. Pojmo še čez podatke, ki jih vidite na ekranu. Na sredini vidite mene, vsi ostali kolesarji so pa resnični ljudje, ki tako kot jaz poganjajo kolo na trenažerju. Levo zgoraj vidite podatke o trenutni moči, kadenci in srčnem utripu. Zgoraj na sredini pa vidite prevoženo razdaljo, čas, hitrost, razdaljo do konca in premagane višinske metre. V desnem kotu je minimapa s profilom trase in podatkom o trenutnem naklonu. Tam, kjer je pa označeno moje ime, je pa lista kolesarjev, ki so pred mano in za mano. Se pa vidi tudi trenutno moč v vatih na kilo. Toliko o tem, zdaj pa pojmo na dirko. Dirka je bila dolga slabih 54 km, na 15 km nas je pa čakal daljši vzpon. Pričakoval sem, da bodo vzpona vse skupaj bolj na easy peasy, ampak sem se kar fajn zmotil. Že v štartu sta sledila 2 napada, tako da je bilo treba kar merkati pozicijo, ker če se tukaj naredi luknja, jo je skoraj nemogoče zapreti. Najboljše je, da se voziš nekje v prvi tretjini skupine, tako imaš vse koristi od drafta, zraven pa še hitreje lahko odreagiraš, če kdo kje napade. Do klanca smo prišli več ali manj vsi skupaj, no tukaj se je pa pol začel tista prav sufferfest. So bile pa noge kar dobre, zato sem tudi se odločil, da bom na vsak način probal stati v prvi skupini. Sem pa vedel, da me čaka približno 20 minut trpljenja in da bom mogel dati res vse od sebe, če bom hotel na vrh priti z njimi. Se pa pripravite na, bom rekel, zelo zanimive grimase. Ne morete reči, da vas nisem opozoril. Z malo spodbude kolega mi je uspel priti do vrha s prvo skupino, je pa tako, kar gre gor, mora tudi dol. Zato sem se že res veselil, da je na vrsti spust in da se lahko majčkeno spočijem. Ta najhujše je itak že za mano, a gre lahko sploh kaj narobe. Samo za sekundo nisem bil pozoren in skupina se je že odpeljala. Na tej točki jih s klanca nisem mogel več ujeti, tako da je bila moja edina šansa ta, da po koncu spusta naredim en dober effort in jih ujamem. K sreč niso bili predaleč, zato sem to tudi naredil in spet sem bil zraven. Sem pa na ta način pokuril ogromno energije, do konca je bilo pa še več kot 20 km. Nekaj časa je bil mir, pol se je pa cesta spet med 38 in 42 km začela dvigati in čutil sem posledice trošenja moči izpred 15 minut. Enostaven, moje noge niso več sodelovale in mogel sem spustiti skupino. Od tukaj naprej sem imel nov cilj, še zmeraj sem bil na 13. mestu od 49, tako da sem se odločil, da bom probal ohraniti čim višjo pozicijo. Luka mi je tukaj še napisal, naj se mu priključim, ampak enostaven ni šlo. Slabih 10 km pred koncem sem opazil, da je za mano še ena velika skupina, zato sem dal vse od sebe, da me ne bi ujel. Dvema je to nekako ratal, bila je pa za mano še skupina 5, pa do konca sta bila še 2 km, tako da zdaj bil pa res čas, da stisnem še zadnje atome. Skozi cilj sem na koncu prišel kot 16. od 49. Res, potrudil sem se, kakor se le dal, postavil sem nov FTP, boljš ne bi mogel biti. Kar se tiče dirke, je bila to 6. in zadnja v jesenski seriji Virtus.Lo for Endurance, ampak brez skrbi, že drug teden se začne Virtus.Lo for Endurance Holiday Liga, tako da vsak, ki ima željo po dirkanju, je prav lepo vabljen. Več si pa lahko preberete na spletni strani od Virtus.Lo. To je bila moja najboljša dirka do zdaj. Za majčken žal ni znesel na koncu, ampak enostavno ni šlo. Še vse glih sem super zadovoljen, ker res 4,1 sem držal prvič v bistvu 20 minut, tako da super. Zdaj grem pa na hitrco nekaj pojest, pa potuš, ker moramo še smrekso postaviti. Tako lepo stane, evo, po Zwift dirki, pa sem imel vrata odprta in ventilator prižgan, tako da brez ventilatorja res ne voziti.
Evo, upam, da vam je bil video všeč, mečkan drugače kot ponavadi, zdaj po zim bo bolj Zwift, ampak bolj kanač, ne. Stisni like, follow, subscribe, pa se vidimo, živ!